Prav lepo pozdravljeni. Poletje, še bolj šolske počitnice, se počasi zaključujejo. Tudi v poletnem času se naša ekipa trudi, da pripravlja zanimiv in pester poletni program. Seveda tudi poleti pripravljamo redno tedensko informativno oddajo 7, ki je edina tovrstna televizijska oddaja v Zasavju. Za uvod današnje smo pripravili 3 zanimive prispevke, kjer boste hitro opazili, da za nekatere v tem poletnem času ni bilo počitka. Med pogovorom z Janezom Vidmarjem, z lastnikom kisovškega podjetja EVJ Elektroprom, lahko spremljate posnetke gradnje najnovejše investicije. Ni prav dosti podjetij pri nas, ki z vlaganjem v novosti gledajo naprej. Kaj se je v zadnjih mesecih gradilo v prostorih podjetja, nam bo v naslednjih minutah pojasnil Janez Vidmar. Ja, danes je pravzaprav kar praznik pri nas, ker smo imeli tehnični pregled elektrarne. To se pravi objekta, kjer bomo proizvajali elektriko in toploto, kogeneracija iz lesne biomase. To se pravi, da bomo v nadaljevanju potem tudi proizvajali, ko bomo to nadaljevali še, dodatne stroje elektrarne, lahko tudi ogrevali potem kraj v Kisovcu oziroma Kisovec. Za kako veliko investicijo pa gre? Ja, investicija je 750 000 evrov, sama elektrarna, s tem, da je bil pa seveda objekt že zgrajen. Ko pomislimo na elektrarno, imamo v mislih vse kaj drugega kot sorazmerno majhen prostor, kjer bo v Kisovcu nameščena. To je pravzaprav obnovljivi viri energije, to se pravi uporabljamo les kot osnovni energent. Iz lesa pridobivamo lesni plin, s katerim poganjamo motor, ki poganja generator in proizvajamo elektriko. Elektriko bomo pošiljali nazaj v omrežje, to se pravi, da ga elektrogospodarstvo odkupuje. Toploto pa uporabljamo za lastne potrebe in pa seveda za potrebe katerekoli. Konkretno tukaj računamo, da bomo ogrevali potem tudi kraj Kisovec oziroma potrebe tistih, ki se bodo za to odločili. Bo šlo kaj za subvencionirano prodajo električne energije, glede na to, da je vse to zgrajeno oziroma energent iz obnovljivih virov? Energent je iz obnovljivih virov, kar se zdaj zelo podpira in tudi Evropska skupnost zahteva to, da se čim več energije proizvede iz obnovljivih virov. Subvencionira se pa v bistvu prodaja nakup električne energije na Borzenu. Z Borzenom se sklene pogodba in oni po višji odkupni ceni odkupujejo to energijo. Smisel tega je pa to, da v bistvu tudi koristno uporabiš toploto, ne pa da jo zavržeš, tako kot jo verjetno druge elektrarne, predvsem termoelektrarne, zavržejo. Komu boste pa ponudili to toploto za ogrevanje recimo stanovanj? To samo v Kisovcu ali gre tudi širše to? No, ponudili bomo seveda kraju Kisovec, predvsem pri vrsti povezave stanovanjskih blokov in lahko tudi individualnih hiš, če bo to želja in potreba, predvsem pa to. In računam, da začnemo takoj pripravljati skupaj z občino dokumentacijo, ker ima tudi občina in krajani verjetno interes, da dobijo čisto energijo, in pa tudi cenovno bolj ugodno energijo, kot je pa danes iz fosilnih goriv, predvsem pa od kurilnega olja. Cena je verjetno tista, ki bo pritegnila krajane. To dejansko velikokrat rečem, da ni problem, pravijo, pa bojo ljudje za to. Vedno govorim, če bo to cenejše, bojo za to. In to bo cenejše, kot je zdaj iz tega goriva, kot je ogrevanje za kurilnim oljem, bo precej cenejše in seveda bojo ljudje normalno zainteresirani za to. S tem, da bomo v bistvu vse ostalo preskrbeli mi in pa tudi zgradilni toplovod. Upam pa, in tako kot sem že povedal, da bo in je že napovedano, občina pomagala pri pripravi dokumentacije oziroma OPPN za toplovod v Kisovcu.
kar bi v bistvu olajšalo, pa kar bi omogočilo, da lahko za naslednje leto v bistvu to že pripravimo. To je predvsem pomembno, da bo to, rekel, sorazmerno hitro. In ta elektrarna tukaj je zdaj narejena prva faza, 2 stroja po 45 kW, to se pravi 90 kW električne energije, ki jo oddajamo v omrežje, in nekaj čez 200 kW toplotne energije, ki jo uporabimo zdaj v prvi fazi zase in pa za sušenje lesne biomase. V tej drugi fazi pa bomo to toploto lahko oddajali v omrežje za Kisovec. In to je pomembno, da se koristno uporabi tudi ta toplota, ki je soproizvodna, to je soproizvodna toplote ali pa elektrike in toplote. Kdo pa so opravljali strojna in elektroinštalaterska dela? No, tukaj je kar velika povezava. V prvi vrsti seveda vseh projektantskih hiš, ki smo jih v glavnem izbrali v Zasavju, v Zagorju ali pa v Zasavju, in v drugi vrsti seveda pa izvajalci, to so pa naši, vse elektroinstalacije, strojne instalacije in gradbena dela potrebna, ki so bila za to tudi potrebna, smo upravili v lastni režiji oziroma naše podjetje. Ob tem je še dodal, da je z vsemi, ki so imeli opravka z gradnjo elektrarne, izjemno zadovoljen. Selimo se v Trbovlje, kjer bodo kmalu uspešno končali kar nekaj smelo zastavljenih projektov. Občane trenutno najbolj zanima, kdaj bo dokončan del prenove ceste od zdravstvenega doma do Dimnika in navzdol do Kamnikarja. Vse bliže je tudi jesen in začenja se novo šolsko leto. Je osnovna šola Trbovlje pripravljena, da sprejme učence pod svojo streho? Za bolj podrobne odgovore smo zaprosili trboveljskega župana Vilija Trevna. Torej, ravno včeraj smo imeli eden izmed pomembnih organizacijskih sestankov, kjer smo zahtevali, da nam terminsko navedejo, katera dela bodo do določenega datuma končana. Tako da se v prihodnjem tednu prične urejati rondo pred zdravstvenim domom. V roku 14 dneh mora biti nameščene vse varnostne ograje, tako ob trgovinah K4, kot tudi od K4 proti križišču Dimnik. Potem tudi vhod na stadion Rudar, gornji vhod, mora biti končan do 20. septembra. Prav tako bodo dokončali tudi vsa ostala dela, tako da je končni rok za izvedbo vseh teh del 20. september. Torej, takrat, ko bo že šolsko leto se začelo, je pa osnovna šola Trbovlje pripravljena? Torej, šolo odpravljajo se še nekatere manjše pomanjkljivosti. Ta petek imamo sestanek z nadzornim organom in pa seveda tudi z predstavnikom glavnega izvajalca del. Mislim, da so dela končana, dobili smo že tudi garancijo za kvaliteto izvedenih del za nadaljnjih 10 let. Sedaj potekajo selitve in vnos opreme. Opremlja se tudi telovadnica, ki mora biti končana do 25. avgusta. Tako da bo šola pripravljena do novega šolskega leta. No, danes smo se pa tudi dogovorili in jutri pride že izbrani izvajalec del, ki bo asfaltiral površine na relaciji od regionalne ceste do vhoda v šolo in pa na zgornjem platoju osnovne šole. To je pa kar velika investicija, če ni celo največja. Ja, največja investicija v letošnjem proračunskem letu prav gotovo. Vrednost vseh del bo tam okrog 2,8 milijona evrov in z vso dokumentacijo celo 2,9 milijona evrov. No, moram pa povedati, da zelo intenzivno potekajo tudi dela na vrtcu Pika Polonica. Kot veste, gradbeno-energetsko saniramo vrtec in pa seveda tudi povsem na novo urejamo kuhinjo. Tako da bodo prostori vrtca pripravljeni za novo šolsko leto. Kar se tiče pa kuhinje, bomo morali pa še naprej kuhati obroke tako v kuhinji Lafarge cementa cementarne Trbovlje, tudi v kuhinji osnovne šole, ker ta kuhinja pa bo zaradi dobave opreme,
ki je časovno večja, kot se je predvidevalo, do 25. septembra. Tako da naj bi torej s 1. oktobrom vrtec v celoti zaštartal. Torej ne bo veliko zamika in šolsko leto bo lahko normalno štartalo. Ja, šolsko leto, torej učitelji in pa otroci bodo normalno s 1. septembrom, bo ta del vrtca pripravljen, kuhinja pa bo gotova do 25. septembra. Pestro pa je vsak dan v Ljubljani pred Vrhovnim sodiščem. Danes mineva že 64. dan, odkar je prvak največje opozicijske stranke Janez Janša zaprt za v niti eni točki sodbe dokazanem kaznivem dejanju. David Tasić, član odbora 2014, ki se tudi sam pogosto udeležuje mirnih shodov pred Vrhovnim sodiščem, pravi, da je 24 let tiho opazoval destruktivne pojave v naši družbi, tiho in molče trpel ob slikah in glasovih ponižanih državljanov, gradil svoje stališče do slovenske politike in novejše zgodovine, zdaj, ko so na preizkušnji temelji naše demokracije, temelji politične svobode in temelji človekovih pravic, ne more biti tiho in samo opazovati. Zdaj je treba vstati in reči, to ni prav, tako se ne sodi, tako se ne gradi družbena prihodnost. To so resne besede nekdanjega političnega zapornika bivše Jugoslavije. Zborovanja pred Vrhovnim sodiščem so vsak dan ob 17. uri. Ponavadi se zbere okrog 200 mirnih protestnikov, ki se slovenskimi zastavami, dvignjenimi prsti z oblikovano črko V, najprej podajo okrog Vrhovnega sodišča, na kar se zberejo pred vhodom v sodišče. Janša! 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 Po zapeti slovenski in evropski himni vsakodnevno najmanj 3 ugledni pravniki, publicisti, politiki in razumniki zbranim ob razviti slovenski zastavi spregovorijo par besed. V soboto je zbranim spregovoril Aleš Primc. Mi smo se odločili, da bomo ob njegovem zaporu vztrajali, vendar ne samo na njegovi izpustitvi, ampak tudi na spremembah v slovenskem pravosodju. V nadaljevanju so zbranim spregovorili dr. Jože Rant, poslanka Anja Bah Žibert in nekdanji predsednik Državnega zbora Franc Cukjati. S krivično in pristransko obsodbo Janeza Janše se je do kraja razgalila spolitiziranost dela slovenskega sodstva. Kot vrh ledene gore so priplavala na površje imena sodnikov, ki so sposobni nedolžnega človeka obsoditi brez dokazov, svoje umazano delo pa upravičevati na podlagi za lase privlečenih indicev. S politično montiranim procesom Patria se je razgalila grozljiva drznost zlorabe slovenskega sodstva. Ker se tega zavedamo, se zbiramo pred to hišo, ki bi morala biti hiša pravice in zaupanja v pravno državo. Opravičujemo se mnogim sodnikom, ki odločajo pošteno, po ustavi, zakonih in po svoji vesti. Naš protest ni namenjen njim. A vsaka zavestno izrečena krivična sodba umaže vse sodnike, celotno sodstvo. Predvsem, če ostali sodniki pri tem molčijo. Kdor molči, ko bi moral govoriti, krivici pritrjuje.
sreči pa je vse več vrhunskih strokovnjakov kazenskega prava, nekdanjih in sedanjih ustavnih sodnikov, ki jasno in odločno zavračajo postopek in samo sodbo Patria. S tem nehote razgaljajo črviva gnezda slovenskega sodstva in ustvarjajo temelje za njegovo bodočo prenovo. Tudi naše demonstracije so namenjene vzpostavitvi in prenovi pravne države. Očitki, da s kritiko krivičnih sodb in za zahtevo po spoštovanju človekovih pravic, ustave, zakonov ter načel pravičnosti, očitki torej, da s tako kritiko rušimo pravno državo, so smešni, če ne celo zlobni. Pravzaprav smo jih že navajeni. A iz ust človeka, ki se poteguje za najvišjo funkcijo vodenja celotne države, vseh državljanov, tudi nas tukaj pred sodiščem, pa jih res nismo pričakovali. Še večje je bilo zborovanje ta ponedeljek, ko se je zbralo okrog 1000 demonstrantov, za katere pa je treba povedati, da se na protestih proti sodstvu obnašajo kulturno in so vse prej kot protestniki v Mariboru in Ljubljani pred slabima 2 letoma. Sledijo kratki oglasi. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVE Center. To je mesto, kjer dobite vse. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295. Na teh kasetah so mnogi spomini. Ne dopustite, da jih čas izbriše. Pokličite 041 989 446. Poskrbeli bomo za vaše spomine. V Hrastniškem mladinskem centru so med počitnicami pripravili kar nekaj zanimivih delavnic za najmlajše. V preurejenih prostorih centra vlada prav prijetno vzdušje. Za kakšne delavnice gre in kaj Mladinski center Hrastnik še načrtuje, nam je zaupala Mateja Jecl. Konkretno danes je tema pogled v vesolje, tako da se nekako spoznavamo s planeti, osončjem in tako naprej. Pač poskušamo res ponuditi take kvalitetne delavnice, ki so hkrati tudi varstvo za otroke. Tako da potekajo 4 ure, imamo vse od spoznavnih iger do ustvarjalnih delavnic, vsega. In koliko udeležencev najmlajših seveda imate? Ja, danes je kar 20 otrok, kaj tudi v bistvu nekako maksimum, kolikor jih sprejmemo, da so delavnice potem še vedno lahko kvalitetne. Imamo pa drugače cel teden delavnice, mislim pač danes so prve, potem pa še jutri in v petek in vsak dan so tematsko obarvane. In kaj vi v Mladinskem centru še načrtujete te dni? V bistvu ravno te dni potekajo poletni dnevih mladih z naslovom Mesto živi, tako da pripravljamo kar nekaj dogodkov. Del tega so tudi te delavnice. Potem danes zvečer je pogovorni večer s priznanima filmskima ustvarjalcema Simonom Tanškom in Matevžem Luzarjem, kar bo zagotovo izjemno zanimiv večer. Potem ob 9. uri pa na Štircu še Kino pod zvezdami, kjer vrtimo film, pri katerem je tudi Simon sodeloval Od groba do groba. Potem jutri, v četrtek, bo zvečer improvizacijska predstava ob 8. uri v Mladinskem centru Hrastnik. V petek pa se naše dogajanje že nekako zlije s festivalom Štor, kjer sodelujemo s predstavo Vladimirja, tega znanega slovenskega iluzionista. In potem se pač ti naši poletni dnevi prelijejo v festival Štor. In s tem se nekako tudi končajo avgustovske dejavnosti. Tako je, ja. Potem pa že s polno paro naprej, na septemberske oziroma jesenske dejavnosti, kjer pa bolj poudarek na kakšnih jezikovnih tečajih in raznovrstnih delavnicah.
Mimo grede smo se oglasili še na hrastniškem bazenu, ki je po letnem remontu spet odprl svoja vrata. Do 31. avgusta bo za obiskovalce odprt po poletnem delovnem času od 9. do 20. ure, od 1. septembra pa po rednem delovnem času, sreda, četrtek, petek od 16. do 21. ure in ob torkih od 18. do 21. ure. Dopoldansko rekreativno plavanje pa je v torek, sredo in petek od 7. do 9. ure. Od ponedeljka 18. avgusta občina Zagorje ob Savi ponuja možnost brezplačne pravne pomoči. Namenjena bo občankam in občanom Zagorja s šibkejšim socialnim statusom. Uveljavljali jo bodo lahko za področja delovnega okolja, vprašanja z področja prejemanja socialne pomoči, brezposelnosti, vprašanja o stanovanjskih in drugih področjih, ki so povezana s socialnim statusom upravičenca ali njegove družine. Vloge za uveljavljanje tovrstne pomoči lahko občani najdete na spletni strani ali na vložišču občine. Oddate jih lahko prav tako na samem vložišču, po pošti ali elektronski pošti. Na podlagi vloge lahko nato upravičenci vsako prvo in tretjo sredo med 7. in 17. uro na občini dvignejo napotnico. Za dvig potrebuje upravičenec osebni dokument. Če jo bo v njegovem imenu dvignil nekdo drug, potrebuje za to pooblastilo. Z napotnico se nato upravičeni zglasijo pri dodeljenem pravniku, ki jim bo podal prvi pravni nasvet. V brezplačni pravni pomoči sodeluje 5 pravnikov, z dodeljenim pa se vsak upravičenec za termin dogovori individualno. Kot smo že najavili, je v soboto v Zagorju potekala že 8. tradicionalna prireditev Perk Mandelc vabi v svojo deželo in 8. skok čez kožo. Prireditev vsako leto pripravi turistično društvo Ruardi in krajevne skupnosti Franc Farčnik, Jože Marn in Rudnik Toplice. Letos je čez kožo skakalo 11 kandidatov. Častni skakalec je bil Bojan Gasjor. Moji predniki, oče, star oče so izvirali iz rudarske družine, tako da ja, žal je moj oče leta 61 preminil v Rudniku Zagorja, tako da sem danes še s posebnim spominom prišel na to prireditev in v čast njemu tudi napravil ta skok oziroma ponavljal za njemu, ker verjetno on je tam pred 80 leti to prvič napravil, no jaz sem pa danes za njim ponovil. Pa se spominjate kot otrok kakšnih dogodkov, ali vam je oče pripovedoval, ali ste pa sami doživeli v zvezi z Rudnikom? Ja, celo življenje oziroma kar nekaj življenja smo bili povezani z Zagorjem, z Rudnikom, z Knapovščino. Skratka, ja, veliko smo tu hodili. Očeta se spomnim bežno, bil sem 5 let star, ko je bila ta velika rudarska nesreča. Tako da, ja, vse skozi smo spremljali to dogajanje, pa koncev lahko pa tudi rečem, da smo tudi živeli to rudarsko življenje, ki pa sami vemo, ni bilo prijetno, ne? Torej, v vas živi rudarski duh. Poznate mogoče kakšno knapovsko besedo? Ja, mogoče si par jih poznam, niso glih primerno za javnost. Drugače pa ja, veste, živel sem tudi šolo, sem obiskoval gostinsko šolo v Zagorju, tako da ja, zagorščina mi ni tuja. Vemo, kaj se vse pri vas na Trojanah lahko dobi. Kako pa je z našo knapovsko hrano, da tako rečem? Ja, poglejte, določene stvari tudi malo mejijo na knapovsko hrano, z ozirom pač, da smo eni izmed večjih zaposlovalcev prav ljudi iz knapovskih Zasavje oziroma knapovske Zasavje. Ja, vse se dobi, prepuščamo pa gastronomijo Zasavju, Zagorju, ki znajo to bolje delati od nas, verjetno. Generalni pokrovitelj prireditve je občina Zagorje. Reportažo pa si boste lahko kmalu ogledali na naši televiziji. Če ste sodelovali na prireditvi ali pa želite, da si reportažo ogledate kar doma, lahko pri nas naročite svoj DVD. Bliža se jesen, zaključujejo se različne investicije in projekti, občine hitijo s pripravami na novo šolsko leto. Zato smo obiskali tudi hrastniškega župana Mirana Jeriča, da nas bolj podrobno seznani o trenutnem stanju in načrtih v občini Hrastnik. V tem trenutku zaključujemo 3 pomembne evropske projekte v občini Hrastnik. Gre za projekt energetske sanacije osnovne šole Narodnega heroja Rajka. Do pričetka
Šole bojo dela dokončana, več ali manj so vsa dela upravljena. V letošnjem letu smo upravili približno 2/3 energetske sanacije osnovne šole Narodnega heroja Rajka. Za ta projekt smo pridobili nekaj več kot 1 milijon evrov evropskega denarja. Vse ostalo bomo seveda zagotovili iz občinskega proračuna. Zagotovili smo ta trakt C, smo energetsko posanirali, vezni hodnik med traktom C in traktom A in seveda en del trakta A. V naslednjem letu bomo energetsko posanirali še malo telovadnico in pa ta visoki del objekta v osnovni šoli Narodnega heroja Rajka, tako da bo projekt zaključen drugo leto do 15. avgusta. S tem smo zagotovili ne samo zelo dobre pogoje za učenje naših otrok, ampak tudi za delo učiteljev in učiteljic. Predvsem pa, ker je pomembno, da gre za trajnostni projekt, da smo na nek način zmanjšali tudi porabo oziroma stroške ogrevanja v osnovni šoli po nekih ocenah. Seveda, ko bo projekt dokončan, bodo ti stroški manjši za blizu 70 tisoč evrov na letni ravni samo pri ogrevanju, ker smo istočasno prenovili tudi toplotno postajo in pa tudi podpostajo. Drugi projekt, ki ga zaključujemo, je prizidek na vrtcu Dolinca in pa energetska sanacija tudi tega objekta. Tudi za ta projekt smo pridobili približno 570 tisoč evrov evropskega denarja. Vse ostalo zagotavlja občinski proračun. Projekt je težak nekaj čez 800 tisoč evrov. Dokončan je kompletno v letošnjem letu. S tem smo zagotovili nove igralne površine za naše otroke, energetsko posanirali objekt in zagotovili resen sodoben vrtec v naši občini. In tretji projekt, ki se zaključuje, dela so v zaključni fazi, je nadaljevanje urejanja mestnega jedra v Hrastniku. Projekt je bil težak blizu 1 milijon evrov, nekaj več kot 700 tisoč evrov je evropskega denarja. In če bo vse po sreči in če dobimo, jaz upam, da v teh dneh tudi pozitiven sklep iz 8. razpisa iz razvoja regij oziroma iz operativnega programa za razvoj regij, bomo s tem projektom nadaljevali še od vrtca Dolinca proti domu starejših oziroma športni dvorani. Računamo na približno 380 tisoč evrov evropskega denarja. Projekt je težak nekaj več kot 500 tisoč evrov. Znotraj tega projekta ne bomo samo uredili cestno povezavo v ulici Montini, zamenjali vso potrebno kanalizacijo, ampak uredili pri športni dvorani tudi 16 novih parkirnih mest, uredili fitness na prostem, zagotovili nove pešpoti oziroma varno pot ne samo otrokom, ampak vsem udeležencem v prometu. Jaz upam, da bo ta sklep čim prej izvajalcem izbranega, tako da bi lahko v jesenskih mesecih startali tudi z temi deli. Istočasno, to še lahko povem, pa smo z energetsko sanacijo oziroma prenovo šole tudi z lastnimi sredstvi zamenjali strešno kritino. Projekt je vreden približno 180 tisoč evrov, dela so dokončana, tako da smo na teh objektih, ki smo jih energetsko posanirali, tudi zamenjali strešno kritino. Pred pričetkom šolskega leta smo preverili, kaj se dogaja pri zagotavljanju novih površin, ki bodo otrokom olajšale dostop do šol. Občina Zagorje je izpolnila obljubo in bo do pričetka šolskega leta uredila stopnice, ki vodijo do osnovne šole Ivana Skvarče. Predvidena vrednost investicije je približno 30 tisoč evrov, vendar pa bo dejanska cena znana po končnem obračunu. Zaključna dela na stopnicah zajemajo oblogo iz granitnih plošč, ki jih polaga kamnoseštvo Juvan iz Tirne. Ograjo iz inoksa bo montiralo podjetje Stavbno-ključavničarstvo Žnidar iz Zagorja, za zaščitni sloj pa bo poskrbelo komunalno podjetje Zagorje. Stopnice že dobivajo svoj končni izgled. Poleg estetske vrednosti bodo predvsem varne za šoloobvezne otroke. Televizija ETV je bila med tistimi, ki je za projekt s podeželja v naše domove prijela nekaj evropskega denarja za razvoj podeželja, s katerim smo posneli 5 reportaž, po končanem projektu pa še vedno nadaljujemo s prispevki povezanimi z zasavskim podeželjem. V okviru lokalne akcijske skupine Društva za razvoj podeželja Zasavje, ki mu predseduje Vojka Šergan, je bilo do sedaj izplačenih skoraj 340 tisoč evrov lider sredstev.
Prejeli so jih nosilci za izvedene in zaključene LIDER projekte. Skupno bo predvidenih izplačil v višini nekaj več kot 551 tisoč evrov za LIDER projekte v programskem obdobju 2007-2013. Za ocenjevanje 37 projektov, ki so prispeli na javne pozive lokalne akcijske skupine za nabor projektnih idej, je upravni odbor imenoval odbor za ocenjevanje projektov. Imenovani so bili tako, da je bila zagotovljena neodvisnost in nepristranskost pri ocenjevanju projektov. Sestavljen je iz 5 članov, od katerih morajo biti 3 člani predstavniki civilne družbe in 2 nadomestnih članov. Nov razpis bo verjetno objavljen drugo leto. Več o tem si lahko preberete na spletni strani društva. Drage gledalke, spoštovani gledalci, lep večer vam želimo še naprej ob ogledu oddaje Gost tedna s Heleno Hauptmann, vodjo Kulturnega centra Litija in Litijskega muzeja, ki vas bo povabila na festival Slovo po letju. Hvala za pozornost in srečno!